Bite, scratch. Naš pes je res podgane jedel. Zdaj pa že vem, kam moram iti, da sem že izkušena. Na kolena si ga spravila, a? People are nice, but it's only for the tips. The weather's fine, but it's nothing I would miss. My only friends are the ones I left behind. Wish I could see. Dobrodošli na video, jaz se spravljam v Ljubljano. Ta vikend sem prišla domov in sem šla smučat, kjer sem 4 ure streamala. Ene par ljudi me je prepoznalo, tako da če me gledate, hello, hvala, da ste me pozdravili tudi v petek. Tako prijem v svoje konce, se mi zdi, da me dosti ljudi tako prepozna, Korošci in to. In ja, pa ne vem, tako malo nerodno. Moram si počesati lase. Glej sem se ustavila na Petrolu, da sem tankala in sem si vzela kavico, kapučino z vaniljo. Nisem še tega provala, dober je. Danes je bila Maja na obisku. Maji sem posodila Dysona, da ga sproba, da vidi, če se ga splača kupiti. Hodila ga je probati na tepihu, ker jaz nimam tepiha, da bi povedala, je v redu ali ne, tako da je provala in je bila navdušena. In sta ga dan zjutraj nazaj prinesla, tako da sta bila s pesom na obisku in Mika je itak se skrila, res tudi. Mika je priučila pesa in ni navdušena. Pup, a te matramo plošti. Kako ti pase? Pup. Da bi pače. Ljubavcek, maček, pučku. Jaz sem tako vedno našega pesa primil, pa ne. Pa a ta vedno ne ljubčki, kako podgane je brigal. Naš pes je res podgane jedel, celo je ne podgane, miš. In potem smo šli z mamo še na sprehod. Sem se najedla, zdaj pa pičim v Ljubljano, ob 7 imam stream. Malo sem nadušena, ker jutri dobim obiske, pride moj dragi, hihi. Kura hodi pred moj mato. Ok. Evo mi, da smo nazaj v Ljubljani. In tak lepo sonček si je, da vidim, da moram okna umiti. Ampak, ja, končno so malo bolj dolgi dnevi in sem rekla, da bom izkoristila ta sonček za moj dnevnik hvaležnici, ker ga že nekaj cajta nisem pisala in dan se počutim tako ful hvaležno. Dan po avtorno sem poslušala par videov o tem, pač o moči misli in te zadeve, ko jaz rada poslušam. Govoril je pa Joey Dispenza, mislim, da tako bom napisala. In ja, se počutim ful inspirirana, da napišem svoj dnevnik, tako da gremo uživati zadnji sonček današnjega dne in verjetno v naslednjih parih dneh, ker budeš, in biti hvaležni. A ne, Mika? Just for a moment, 'cause I don't know anybody here, it's awfully lonely. Pa preden da sem se odpravila domov, sem pospravila, oziroma pospravila stanovanje, mislim, ne zgleda, ker moram to pospraviti, posel preobleči. Ja, tako da ne rabim danes nič pospravljati, sem odstreamam še in pol sem pripravljena na nov teden. No sleep, my veins run dry, I'm empty. I can't see, I'm blind. Moj letališče outfit. Se ne grem na letalo, sem pobrat, kaj grem na letališče. And I should call you, see what you've been up to. I've been wondering, how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am, not knowing how to move on without you. Here we go again. Zdaj pa že vem, kam moram iti, da sem že izkušena. So cute. Why you look like this? Giving me the look. Hello. Bite, scratch.
Sleepy already. Ok, kako veš, da so obiski iz Nemčije nazaj, ker je večina stvari pivo, pa kruh, pa neki sladkari, tako da na hitro smo šla potem, ko sem prišla iz letališča po osnovne stvari, tako da bom zdaj naredila omleto, pa sendvič, ja, dajmo. People are nice, but it's only for the tips. The weather's fine, but it's nothing I would miss. My only friends are the ones I left behind. Wish I could see them just for a moment, 'cause I don't know anybody here, it's awfully lonely. I smile, but they just stare, and I see misery everywhere, it's getting to me. I cry, but they don't care. Oh, I'm getting lost in the commotion, and the sound is way too loud. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. This town is bigger than the ocean, yet too small to fit the crowd. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. No, I'm not a city girl. No. Mi, da smo se najedla, malo smo puzle sestavljala, zdaj pa preden, da gremo v center, v bistvu tako za večerjo bomo šla v center, bi se rada dotaknila teme negativnega odnosa do hrane in kako to vpliva na našo samozavest, na v bistvu naše celo življenje, ker vsi smo se verjetno že znašli v situaciji, ko smo bili obsedeni s tem, kako pojemo, kaj pojemo, ali pa smo izločili neko skupino hrane na ogljikove hidrate in smo bili čisto obsedeni s tem, ali pa obsedeni z gledanjem na tehtnico in konstantno sam razmišljaš o hrani. Ko nekaj slabega poješ, imaš slabo vest in v bistvu se tvoje življenje vrti okoli hrane in razmišljanje o hrani in to tudi pač v bistvu vpliva na kvaliteto življenja. Ali pa da konstantno iščeš neke nove diete, striktne diete in itak nikoli nič ne rata iz tega, sam še več slabe volje. Zdaj, če si na točki, da ne moreš iz tega, da ne vidiš izhoda, kako si pomagati, bi z vami rada delila v bistvu en program od Vesne, ki ima odkrito podcast, tako da, ker je njen podcast res super in je tudi zelo poslušan v Sloveniji. In jaz malo Vesno poznam, ker smo iz istega kraja, pa ličila sem jo za poroko, pa tudi v bistvu en izmed bolj prvih podcastov je bil z mano, ne prvi, ampak začetki podcasta. In je res taka super prijetna, pametna ženska, tako da takoj, ko me je kontaktirala, če bi lahko malo povedala o tem programu, sem bila takoj ja, zato ker nam že ta koncept, da nekomu nekaj pomagaš in mu lahko spremeniš kvaliteto življenja, meni pač wow, a ne. In malo sem tudi že vedela o tem programu, ker jo pač itak na Instagramu spremljam, se mi je zelo res super in ker se mi zdi, da je to tak problem, ko se nas veliko s tem, bom rekla, sooča. Eni smo se rešili z tega, eni pa ne. Torej, Vesna je magistrica psihologije in je usmerjena na področje negativnega odnosa do hrane in telesa in je ustvarila program, ki se imenuje Program Svoboda, ki je namenjen vsem, ki bi radi pač spremenili odnos do hrane, torej da bi bili bolj sproščeni, da bi imeli tak zdrav odnos do hrane, da je hrana v bistvu nekaj pozitivnega v življenju, da tudi pridobite na samozavesti, da ne čakate, da boste shujšali 5 kil, da boste lahko oblekle ene hlače oziroma obleko. V glavnem, da nisi konstantno preobremenjen in s tem nesvoboden. To ni priročnik za hujšanje, lahko je pa to stranski učinek, ko spremeniš odnos do hrane. Ta program je bil že preizkušen na uvodni skupini žensk, ki je tudi primeren za moške, ne samo za ženske. Lahko si tudi na njenem Instagramu pod highlightsi pogledate izkušnje teh žensk, ful pozitivne izkušnje in tudi lahko si pogledate, ko odgovarja na vprašanja. V glavnem, ful informacij imate na njenem Instagramu, pa tudi na njeni spletni strani, vse bo v opisu. Torej, da na hitro povem, kaj ta paket vsebuje. 12 ur vodenih video vsebin, vsebuje tudi priročnik, izročki in prosojnice iz vsebin. Vesna vodi tudi zaprto Facebook skupino za interaktivno podporo, torej, če kaj rabiš, da se lahko tam pogovoriš, verjetno s drugimi člani. Vsebuje tudi interaktivni sledilnik napredka, kjer pač zapisuješ svoje opažanja, počutje, napredek. Dajte si pogledati v linku, da še enkrat point tega sodelovanja ni, glavni point tega sodelovanja ni, da se zasluži denar, ampak da se lahko nekomu pomaga in mu izboljša kvaliteto življenja. In se mi zdi fajn enkrat deliti nekaj, ko je mogoče ima malo bolj globjo vrednost.
in da bo ta paket bolj dostopen za vse, mi je Vesna dala kodo Jasmina20, ki ti v bistvu prinese 20% popust in res upam, da če kdo rabi pomoč, da mu to pomaga in Vesna ima tudi garancijo za to, da če recimo, da nimaš nobenih rezultatov po tem programu, ti svetuje še pač individualno svetovanje, če ti še takrat ne pomaga, dobiš pa povrnjen denar. Tako da je res pač point je, da se nekomu pomaga. Ok, za tiste, ko mogoče se sploh ne najdete v tem ali pa nimate s tem težav, pa vseeno predlagam, da sledite Vesni na Odkrito podcast Instagramu, zato ker se mi zdi, jaz vedno najdem kaj, kar me inspirira ali pa neko novo informacijo. Vabljeni! Kako dobro. Tukaj na Kongresnem trgu imajo neke inštalacije. Kako lepo. Mikica. Mikica. You cuddling? Interesting. Dobrodošli, nov dan je. Skozi je nekaj zadelati, nič zanimivega, ker montiram video. In mi je toliko cajta pobral, da sem bila kar malo annoyed. Drugač Mika pa on sta se že spoznala, prvič, ko je bil tukaj, ampak to še vi niste vedeli takrat, ker je bila skrivnost. Da se navaja počasi, tako je malo kaj se dogaja. Dan se ne seznamo montiranje, trgovina, ker imam kuharski stream in to bolj kot ne to. Evo, bom naredila te kanelone, ki mi je mama dala, pa eno solato s paradajzom pa mozzarello, ker bom itak bolj kuhala. Na kuharskem streamu sem pripravljala fugaseto, ki je v bistvu argentinska pica s čebulo in ful sira. Tukaj sem že začela pripravljati čebulo, ki sem jo namočila za 30 minut. In pol za testo sem uporabila pač pica testo, čisto navadno moka, vas, voda, sol in sladkor in olje. Lahko bi dodala malo več soli, ker je bilo malenkostne slano, ampak zdaj nimam prav recepta po gramih, ker sem ta recept merila z šalco za čaj v bistvu, tako da ena šalca moke je tak za eno pico in ja, glavnem. Tukaj sem začela pripravljati česen, ki sem ga dodala pol v paradižnikov omako. To sem pripravljala za drugo pico, ne za to fugaseto, ker fugaseta nima paradižnikove omake. Tako da sem to dodala v paradižnikov omako in še origano sem dodala. Ko sem začela oblikovati testo, prvo sem se malo namatrala, ker je bilo ful spolzko na tem pladnju, tako da sem pol dala na leseno desko in je bilo ful lažje. Zdaj ta fugaseta, ki sem jo izdelala, je nafilana na nek način, tako da v bistvu dodaš dva testa. Tukaj sem dodala nariban ta pica sir in svežo mozzarello, meni je sveža mozzarella ful dobra na pici. In potem sem dodala še drugo plast testa in robe sem tako malenko zasukala, tako da ni ven teklo. Na vrh dodaš čebulo in še malo sira, oziroma še več sira, malo olja, origano in jaz sem še naribala malenkost parmezana.
se peče pol približno 20 minut na 220 in medtem, ko se je peklo, sem že pripravljala navadno pico. Pozabila sem kupiti šunko in sem pol dodala te piščančje prsi, pa je bilo vseeno kul. In isto sir, mozzarella in ta navaden gouda ali pa karkoli. Evo, fugazeta je bila gotova. Kot sem rekla, malo je manjkalo soli, pa jaz bi kar še dodala več sira, ampak to testo je bilo res dobro, tako puhasto in debelo, itak, ker sta bile tu dve plasti. Glejte, koliko hrane. To je drugače ful dobro testo, ki je dvojno testo, pa not je sir. Edino malo več soli bi lahko dodala k testu. Je mi prvo vzelo preveč in pol nisem, pa jaz bi čebulo malo mogoče karamelizirala. To sem pa pol naredila še navadno pico. Tukaj je brownie, ki sem ga naredila bolj na debelo, tako da je res kar malo tekoč v sredini, ampak ko se strdi, bo fajn. Dobro za jesti. Zdaj moram pa to spraviti. Mika, what you looking at? Mika je vrgla puzle po tleh, zdaj pa gleda, kak jih pobira. You naughty. Kaj? Oh my god. Na kolena si ga spravila, a? Evo, počisla. Milijon posode. Še pobrisati sem mogla, ker vedno nekaj napackam. To je to. Hvala. Živo. Dobro jutro. Evo, naročila sem par stvari za kuhati. V četrtek imam kuharski stream in bom delala korejski žar oziroma korejski barbecue in sem naročila par, v bistvu take paste so za marinado in sem zdaj dobila paket, sicer se mi zdi, da je ful bolj težek, kot bi mogel biti, ampak poglejmo. Ok, to je bilo težko, ker je to stekleno, pa v bistvu vse je dost, bom rekla, težko. Torej, naročila sem to čili pasto. Ta je pa sojna pasta za različne marinade. Rdeča paprika, čili pasta, v bistvu pikantna. Ja, ta je pa sojna, kot sem rekla. To je pa mirin, ki je v bistvu, mislim, da je na nek način vino, če se ne motim. Aha, sladka riža začimba za kuhanje. Ok, očitno ni vino. Koruzni sirovod, alkoholni kis. Ok. Pa milijon papirja. Nice. Ok, za brunch bomo jedli ostanke. Fugaceta in picika. A je pa še brownie tukaj. Takega malo bolj debelega sem naredila, tako da je tekoč v sredini, ampak v bistvu se sploh ne pritožujem. Sem da je nekaj na tleh, pa ona gre kar. A ne? Spet montiram, nič novega. Everybody has their job, 9 to
what the future might bring. What the future might bring. Ja bom skuhala turško kavo na slovenski način, da jo proba prvič, ker oni ne pije turške kave, tako da dajmo test. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, oh, maybe I belong somewhere above the waterline. Evo, sred mize bom zvrtala luknjo, da ne bo ta luža tukaj. To ni bila moja ideja, tako da sam povem, jaz bom samo izvedla to, da vidimo. Oh. Do you think I need a bigger one? It's just like... Oh, maybe it's okay. Miza je suha. 10 minut laufanja v hrib. Na Rožnik smo šla, to je bila moja ideja. Not good. Let's go. Oh, the view. Still dying. 한숨 속에 섞인 감정들이면서 마주치며 교차하며 Mucika. Ale taka okrągła. 또 지나가는 길 이 짧고 긴 시간 동안 주변 모습이 다 달라져 있어도 목적지는 항상 같아. Maybe you can feel the pressure that I've been living on. I can say that it's been on my mind, but I'm moving along. Torej, za stream rabim full mesa, ker bom delala korejski barbecue. Tako da sem vzela ta ribeye steak, pa te rebre, ki so že sicer začinjene, ampak jaz jih bom po svoje začinila. To bo pa za petek za kosilo, imam pa še polovico v zmrzovalniku, ker jaz ne pojem celega. Tako da sem samo enega vzela, to bo pa za stream. Ene bombone sem vzela, ti so ful dobri. Piščančje prsi, kumaro, feto, energy. Te omake so bile znižane, ta je moja najljubša, pa že gre proti koncu, 2 proteinska pudinga Coca-Cola. Zdaj bomo pa jedla solato, tako da smo vzela 2 mešani solati, pa rukolo, paradajz, nuggetse. A ja, pa šla sem še po čaj, ker mi ga bo zmanjkalo in ga zdaj spet malo pijem. This is it. 스쳐 지나가는 불빛 속에 흩어져가는 사람들 사이에 다가오는 표정들 뒤에 Maybe one day it'll feel alright. 사라진 것을 쫓아. Jaz tukaj ta vlog zaključujem, upam, da ste uživali. Malo se še vedno privajam na snemanje, ko je nekdo zraven, oziroma na celo, kako bi rekla, novo dinamiko. Ja, se vidimo naslednji teden. Čau! Missing someone